In ko smo že pri Janši. A ste vi opazili, da ga v današnji oddaji nimamo čisto nič? Da ne bi kdo bil brihten. Skrajni cajt, ker sem imel poln kufer že tega idola in heroja. Pejmo zdaj v geografsko središče Slovenije, kjer je društvo Heraldika Slovenika organiziralo praznovanje Dneva slovenske zastave. Glavni govornik je bil, jebote, Janez Janša. Pa je ta tip kaj doma? Kaj, to se mi naštimal, ne? Ja. Dobro, žurali so ga zaradi zastave, kar je tudi prav. Naša zastava je lepa, vredna spoštovanja. Na proslavi so imeli eno tako ogromno. To pa ni slovenska zastava. Ne veš kaj, smo pogledali na Wikipedijo in piše, da ni. To je domobranska zastava, spet. A so imeli ponovitev shoda od prejšnjega tedna? Ej, Mahnič, ti si tak brihten, bucko. Dej ti nam povej, kaj je to za ena zastava? A poznate tistole zastavo zono? Kakor vem, je to zastava dežele Kranjske. Zastava dežele Kranjske, praviš? Aha. Ta zastava je toliko dežele Kranjske, kot je Trst naš, Mahnič. Ok, noben ne ve, kjer zastavo se je častilo, ampak mene nekaj zanima. Kako Janeza ne moti, da je naša zastava tako podobna ruski? Dajmo predlagati par idej za novo zastavo, ki bo bolj prijazna SDS-u. Recimo, prva je itak najbolj očitna. Strankarske barve, modro nebo, rumeno sonce. Pa še bliz Vatikanske je, da ne bo pomote, ne? Ali pa zastava v duhu najljubšega hobija Janeza Velikega. Vsi ptički že čivkajo, da je Slovenija v riti. Pa imamo še za simbol ptiča. Ni orel, je pa bliz. Ali pa pojmo korak dlje. Rdeče barve ne maramo, zato rabimo njeno nasprotje. Zeleno. A ja ne, to je barva islama, to ne bo šlo skozi. Čak. Pa ne bo čist črna. Elegantna, preprosta, pa še temo v naših glavah simbolizira. Čeprav najboljša zastava je bila pa recimo tale pisana. Na tako zastavo bil ponosen čist vsak domoljub. No in ko smo pri ljubezni do domovine, Janez jo ima rad iz posebnega razloga. Jaz ne čutim lepote teh krajev zgolj zato, ker je narava lepa. Ampak predvsem zato, ker tukaj živite gostoljubni ljudje. Gostoljubni ljudje? Tle smo gostoljubni, ljaga. A ograja na meji še stoji? Stoji, vredi. Dobar. No, vsaj na čem se Janez strinja s Štefko. Gostoljubje je lepa slovenska gesta, je rekla. Sem da Janša ne naredi tako dobre krompirjeve juhe. Take špecialne. No, seveda ni domoljubnega žura brez Jožeta Potrebuješa in Čukov. Predstavili so čisto nov patriotski komad. Ta naš rod po zemlji svoji hodil na okrog. Zdaj pa ploskamo. Zdaj pa kozarcev si v zrak Slovenec, naj bo Slovencu brat naš srce v pravo smer vrti, neko srečnejši kot smo mi. Neko srečnejši kot smo mi, prijatelji. Čisto nov patriotski komad, ki zveni precej bolj irsko ali pa gusarsko kot slovensko. Bog ve, kjerem piratu so mazani ta komad. Lej, če bi stil ukradli Severini, bi bilo precej bližje. Saj, ok, Slovenija je podobno zelena, pa polna alkoholikov, ne. To je pa tudi vse. In to je tako, kot bi Srbi na video dan igrali francoske šansone. Lepo vas prosim. Ali pa da bi v Ljubljani za novo leto pela Daniela. Čudno je to. V glavnem, kljub vsemu je lepo, da se državne simbole spoštuje, s tem se strinjam. Razen, če gre za knežji kamen. Klinc gleda knežji kamen. Ta star kuntner je stopil gor k prevc. Sem še medalje moj vagle. To ne, kar stop gor. Ne bomo spucali, kar stop gor. Zastava je bilo pa lih toliko planici. Razlika je samo tem, da navijačem ni za zamert, ker so bili nabaseni. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku
Posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.